večer. Predlagam, da začnemo z današnjim slavnostnim večerom. In sicer moram reči, da smo mi bili danes že kar pol dneva zelo pridni. Namreč družili smo se že v Centru Rok na vsakoletnem mednarodnem prevajalskem simpoziju. In večina simpozijske publike in nastopajočih je danes tudi tukaj na tem večeru z nami, tako da lepo pozdravljeni tudi mednarodni gostje. Zelo sem vesela, da lahko dejansko med nami pozdravimo kar nekaj mednarodnih gostov, tujejezičnih gostov, za katere smo priskrbeli za celoten večer tudi tolmačenje, tako da bi vse nastopajoče, ki boste govorili, pripovedovali v slovenščini, prosila, da to res počnete v mikrofone, počasneje in razločno, tako da boste lahko tolmača lovila vaše besede v angleščini in tolmačila našim gostom v angleščino. Mislim, da imamo zelo redko tako mednarodno zasedbo na naših večerih, na katerih razglasimo in podeljujemo nagrade, in zelo sem vesela, ne bom zdaj raztegovala teh mojih uvodnih besed, da lahko med nami pozdravim nominirance za Jermanovo nagrado, ki jo Društvo slovenskih književnih prevajalcev že več kot desetletje podeljuje za najboljše prevode humanističnih in družboslovnih besedil iz tujih jezikov v slovenščino. Z nami ta večer bosta torej nominiranca Branko Madžarevič in Miha Marek. Nominirano pa je bilo tudi delo Bogdana Lešnika, žal preminulega izjemnega prevajalca, in v njegovem imenu bo danes nastopila odgovorna urednica založbe CF, Amelija Krajger, in skozi ta večer vas bo popeljala Nada Grošelj, tudi predsednica letošnje komisije za Jermanovo nagrado. Po pogovornem delu se nam bo na odru pridružil glasbenik, zelo znan glasbenik, razmišljevalec, filozof Jani Kovačič, ki pripravlja eno presenečenje za vas glasbeno, in na to sledi najbrž težko pričakovana razglasitev Jermanove nagrade za leto 2024. Skratka, lepo pozdravljeni in uživajte. Dober večer vsem še v mojem imenu. Torej, zelo sem vesela, da smo tukaj tudi na tej društvu nekoliko novi lokaciji, ki je pa blazno prijetna, se mi zdi, ravno za take namene. Torej, zdaj se bomo pogovarjali z nominiranci in bomo pač vsakega prosili, da majčkeno predstavi svojo knjigo, torej knjigo, ki jo je prevedel, njene pasti, njene odlike. Torej, mogoče bi začela kar pri Branku Madžareviču, ki je tukaj na moji levi. No, mislim, da je pač tako znano ime, da ga skoraj ni treba predstavljati, ampak vseeno. Branko Madžarevič je na filozofski fakulteti diplomiral iz angleščine in francoščine. Že od svojih prvih knjižnih prevodov je bil član izvršnega odbora Društva slovenskih književnih prevajalcev.
V letih 1984 in 1985 je bil član upravnega odbora Prešernovega sklada, vrsto let pa predsednik komisije za Sovretove nagrade. V minulega pol stoletja je med Slovence pripeljal Rabelajeva, Gargantuo in Pantagruela, Selinovo potovanje na konec noči in še več leposlovnih mojstrovin. Prevajanje Montagnevih esejev, za katere je tudi nominiran zdaj za Jermanovo nagrado, v katere je zaoral leta 1998, je dokončal leta 2019. Sledila so 4 leta urejanja, piljenja, korektur, pisanja spremnih pojasnil in opomb. Eseji v 3 knjigah, ki obsegajo impozantnih 1300 strani, so prvotno izšli leta 1580. Se pravi, to je res velik časovni prepad in pokrivajo široko tematsko polje, najpomembneje pa je seveda, da prinašajo nov slog pisanja, esej, ki v sebi združuje poskus, preizkušnjo in izkustvo. To je seveda pač pomen francoske besede. Tako da Montaigne, ki ga vidimo tukaj, eseji. In zdaj bi jaz zaprosila Branka Madžareviča, da pove par stavkov o Montaignu. Torej, kdaj je živel, kakšen čas je bil to, v kakšnih okoliščinah, kako je pravzaprav prišlo do tega, da se je sploh lotil te pravzaprav nove zvrsti v njegovem času. Hvala za besedo in lepo vse pozdravljam. Bonsoir, good evening, to je za tolmače. Skratka, to je lepo vprašanje, za katerega obstaja najmanj dokumentov pri Montaignu. Skratka, razen rojstva, o katerem se nekaj malega ve, potem moramo kar nekaj časa počakati, zaradi tega, ker o letih njegovega šolanja, zlasti pa njegovega študija, o tem je zelo malo znanega oziroma pravzaprav ni dokumentov, tako da se ne ve niti kje naj bi študiral, ampak gre bolj ali manj za same domneve. Montaigne je rojen v čas, ko Rabelais izda svoj prvenec Gargantuo. To omenjam zato, ne zaradi tega, ker ga tako rekoč razmeroma diskretno Montaigne omenja v poglavju, ki je namenjen knjigam, ampak zaradi tega, ker se v bistvu s to letnico v bistvu 32 Gargantua, 34 Pantagruel, 34 se pravi počasi nehuje to prvo obdobje, to obdobje srečne renesanse, obdobje konjunkture, vse splošne in skratka nekega lepega, mi si predstavljamo renesanso, mislim, na splošno, strokovnjaki že vejo oziroma veste, da se stvari nenehno spreminjajo, dopolnjujejo in v bistvu premikajo. Skratka, zlasti tja proti sredini stoletja in zlasti še desetletje kasneje, ko se začnejo verske vojne, do takrat je v bistvu že začetek tega treznega in potem čedalje bolj kriznega obdobja renesančnega humanizma. Montaigne, vprašanje, zakaj in kako Montaigne začne pisati. Se pravi, to je v bistvu stvar, o kateri se nihče pravzaprav veliko ne sprašuje, zaradi tega, ker je tako prijetna
slika tega njegovega stolpa, v kateri je njegova knjižnica s tistimi lepimi polkrožnimi hrbti knjig in tramovi, na katerih so modrosti, v katerih so pisali cele knjige. Skratka, Montaigne po kakšnih 13-14 letih službovanja na njihovem vrhovnem sodišču v Bordeauxu pravzaprav izposluje menjavo, skratka odproda svoje službeno mesto Florimonu de Raimonu. To ime omenjam zaradi tega, ker se ga zelo malo pozna, je pa v bistvu za branje Montaigna dokaj pomemben, zaradi tega, ker je bil Florimon de Raimond tudi sam eden najboljših Montagnevih bralcev, ki je to delal s Peresom in je v bistvu kar nekaj opomb na njegovem osebnem izvodu ostalo in ki nam povedo marsikaj tistega, kar Montaigne iz razumljivih razlogov ni mogel ali pa ni hotel pojasniti. Montaigne se verjetno, on pravi, da se v bistvu iz tega kotla moramo nekaj vedeti, da on je eden tistih, ki ima dokaj streznjeno sliko in predstavo o justiciji v takratni Franciji. Jaz mislim, da je vse skupaj tudi povezano z dogajanjem, z temi verskimi vojnami oziroma državljanskimi vojnami, ki so postale popolnoma neobvladljive. Nihče ni pravzaprav vedel, za koga na kateri strani je. Živimo v času. Jaz morda rajši poudarke pustim tam, kjer vem, da so morda ki se jih morda ne zavedamo vsak dan. Skratka, Montaigne se verjetno živi pač v času, kjer se bojujejo katoliki na eni strani in protestanti, hugenoti na drugi strani. In v bistvu gre za plemiške družbe prijateljev, med katerimi je popolnoma mešana slika njihovih verskih izpovedi. Tako se zgodi, da oblega neko mesto protestantov, oblega prijatelj, ki je popolnoma na drugi strani, kot bi človek pričakoval. Hočem reči, da vedeti moramo, da vse skupaj, vsa ta zmešnjava, ki se dogaja, se pojavi v nekem času, ko je Francija živela pravzaprav v dokaj složnem okolju. Skratka, družine, zlasti že njegova družina v bistvu je lep primer k versko povsem heterogene družbe ljudi, ki se krasno razumejo med sabo, kolikor se pač krasno da razumeti v času, ko so se pravzaprav ženili na čisto drug način, kot se ženijo kasnejša stoletja. Montaigne se pravi, začne pisati razmeroma po vzorih takratne popularne literature. To so bili razni cvetniki, cvetoberi, modrosti, največkrat napaberkovani
iz raznih antičnih zbornikov in skratka, moramo vedeti, da na začetku se on poskusi te stvari malo glosirati oziroma on poskuša pokomentirati kakšno stvar ali pa tudi to ne. Na začetku so stvari popolnoma nepretenciozne, nima veliko namenov pravzaprav pisateljevati, tako kot se potem pokaže čez 10 oziroma takrat, ko izidejo vse te knjige. Moramo vedeti, da prvi dve knjigi izideta, skratka, Montaigne se loti pisanja tam nekje okrog leta 71-72. Skratka, v času Šentjernejske noči, v katerih upravičeno vsak lahko ustrepeta, ne. Skratka, on začne leta 71 približno pisati in izda prvi dve knjigi, izda skupaj leta 80 v neke vrste samoizdaji oziroma to je vprašanje, kako je. To je težko opredeliti točno, kakšna oblika je bila, zlasti zaradi tega, ker plemiči, pač aristokracija njegovega ranga, pač ni pisala knjig v tistem času. Montaigne skratka se loti tega pisanja in izda pri lokalnem tiskarju Milangeu v Bordeauxu to stvar. Medtem ko potem tisto, čemur pravimo tretja knjiga, kateri on skromno reče L'Allongeai, se pravi podaljšek, nadaljevanje. To je pa tista tretja knjiga, ki jo on potem v bistvu dokonča do leta 1588, ko izidejo eseji v kompletu vseh treh knjig z mnogimi dodatki, popravki in mnogimi črtami. On to izda leta 1588 in, da tako rečem, tisto, čemur potem mi rečemo bordojski izvod in po katerem je velik del 20. stoletja in tudi še nekatere izdaje v 21. izdajajo tako imenovani ta bordojski izvod, kar je izdaja leta 1588, ki je išla pač v Parizu pri Langelierju tiskarju. To je že izdaja, pri kateri se govori, da je Montaigne dobil honorar. Hočem reči. Skratka, Montaigne lepo na nekem mestu pove to, da dlje, ko greš od doma, bolj te hvalijo. Oziroma, več pozornosti, več interesa si deležen, da bliže, ko si domu, bolj te imajo za čudaka in tako rekoč enega ne bodi kar treba, ki pravzaprav zapravlja svoj čas in namesto da bi žlahtnil svoj rod in dodajal svoje, hočem reči, da bi si svoj aristokratski rezime tako rekoč izboljševal iz dneva v dan. Vprašala si še to, hočem reči, da bom predolga, ne. Vprašala si še, kako sem se odločil za ta predlog, hočem reči. In to mi je nerodno reči, ker še tudi nisem dobro povedal, zakaj je Montaigne začel pisati. Ampak, da tako rečem,
Meni kot mladeniču mi je bilo jasno, da kaj takega ne bom delal v življenju. Ne? Tako hočem reči, zaradi tega, ker mi Kondorjeva izdaja, čeprav jo zelo cenim, ne, sam kot mladeniču mi pač ni dovolj pomenila, da bi rekel, to je pa knjiga, ki jo treba prebrati v celoti. Ne. Čeprav je za svoj čas Kondorjeva izdaja in prevajalec Bogostoper naredil verjetno zelo pomembno delo, ki je tedanji opus esejev pravzaprav vendarle naredil na nek način dostopen. Mene je tako rekoč v Montaigna pripeljal jasno, da najprej Céline, ki je imel genialno epizodo, črnohumorno, grozno črnohumorno. Zato nimamo časa danes, da bi prebrali. To je res stvar, ki me je potegnila in sem si rekel, glej. Skratka, z Montaignem je vsak, ki je dal kaj nase kot pisatelja v Franciji, zmeraj tekmoval z njim. Tako kot so to delali ob Prustu in marsikaterem vzorniku druge vrste. Skratka, se pravičujem. Lahko rečem to, da je bilo potem seveda, ko sem po spletu okoliščin dobil v roke Gargantu in Pantagruela pri Cankarjevi založbi v redakciji Toneta Pavčka. Moram reči, da seveda je bilo to pa stvar, ki je začela se, hočem reči, renesansa je se pokazala. In v tistem času, v tistih letih, ki so se bližala 80 letom prejšnjega stoletja, so bili v bistvu izrazito renesančni časi. Zato hočem reči, jaz si ne znam predstavljati prevajalcev, ki so mogoče prevajali Montaigna v 80 letih prejšnjega stoletja in ki poskušajo Rabeleja narediti v času, ko v Ameriki volijo predsednika. To si jaz ne znam predstavljati, zaradi tega, ker smo tako zaskrbljeni v nekem delu sveta, da kakšne bojo te volitve. Tako da si ne znam predstavljati, kje bi vzel tistega karnevalskega ljudskega smeha, da bi ga lahko prelili to v knjigo in da bi poskušali vse te vragolije Montagnjevega alter ega Alcofribasa, ki je anagram Françoisa Rabeleja, da bi to pravzaprav prenesel. In tako rečemo, da skrajšam in da grem še malo naprej. Jaz sem potem po 80, po približno 20, nekako 24 let je trajalo, da je prišlo do popravljene izdaje. Imel sem priložnost pri eni od založb izdati popravljeno, dopolnjeno. Skratka, lahko sem se, dali so mi možnost, da se še malo igram. In da tako rečem, tisti je boljš, kot pa tista izdaja iz leta 81. Definitivno. Zato sam to stvar si upam, to bi rad povedal zaradi tega, ker mogoče bom drugače pozabil. Skratka, ne bi rad, da zveni to, tako bi rekel, da hočem povedati, da bom še
da bom še 20 ali pa 25 let delal drevni na tem svetu, ker Montaigne sam pravi, da plačaš prevelike obresti, če življenja ne vrneš pravočasno. In moram reči, da tako rečem, vprašal me je pred pol ure kolega, književni prevajalec, me je vprašal, če sem zadovoljen. Ja, sem rekel, toliko sem zadovoljen, da sem si upal to s tem ven prideti. Da tako rečem, če me vprašate, tako bi rekel, še malo naprej, bom pa tako rekel. Ja, sem zadovoljen, ampak še boljši Montaigne bi bil pa čez 23 let. 24 let, zaradi tega, ker do takrat bi pa točno vedel, kje vse mi še kakšna stvar ni všeč. To niso napakce take, da se zmotiš, pa rečeš, da se boš oženil z ženo, ampak ali omožil za ženo, pa tisto, kar se včasih zgodi, ker je tudi Montaigne se včasih pri teh stvarih zmotil. Popraviš na enem delu stavka in potem pozabiš na drugi strani popraviti in potem, ko knjiga izide, si rečeš, toliko smo gledali, toliko smo brali, toliko smo popravljali, pa poglej ga vraga, vse so mi prinesli pokazati in če sem zadovoljen, pa je rad. Se upravičujem, dolg sem, ampak... Zdaj bi se pa mogoče lotila še malo konkretneje teh prevajalskih zagad, torej za Rabeleja pač vemo, da je tam neka neverjetna besedna energija, skovanke, tako rekoč nove, in tukaj, ker še ni bilo Trumpove sence, si se ti lahko temu pač brezskrbno posvetil in je bilo to res neko tako remek delo. Zdaj bi pa nekaj prebrala, in sicer iz knjige esejev, ravno tako, Nobelove nagrajenke Olge Tokarczuk, ki opisuje zelo zanimivo torej odnos Francozov do Montaigna, torej v njegovi originalni obliki. Tukaj to berem v prevodu naše članice Jane Unuk. Nekoč sem se srečala s svojo znanko, francosko pisateljico. Sedeli sva pri kavi in se pogovarjali o svojih najljubših knjigah. Drugi sva priporočali tiste, ki so na naju naredile močen vtis in se izpraševali o takih, ki bi široko občudovane v svetu v naju lahko zbudile podobne občutke. Rekla sem ji, s kako velikim užitkom berem Montaigna, in pripomnila, da mi ne gre za enkratno branje od A do Ž, da se k njemu rada vračam, naključno odprem katerega od zvezkov zaradi golega užitka, ko spremljam tok pisateljevega izvajanja zaradi jasnosti njegove misli. To jo je zelo začudilo in s sumničavim pogledom me je vprašala, ali ga berem v francoščini. Odgovorila sem ji, da v poljščini. Prevajalčevo posredništvo med nama sem imela za samoumevno. Takrat mi je izdala, da je zanjo, podobno kot za večino sodobnih Francozov, branje Montaigna v materinščini muka. Njegova francoščina je stara, arhaična in treba se je neverjetno osredotočiti, če želiš razumeti, kaj piše. Težko je od tega imeti kak večji užitek ali ceniti lahkotnost njegovega peresa. Fragmente esejev berejo v šoli tako kot pri nas Nikolaja Reja, spoštljivo, toda z veliko napora. Tako sva po naključju otipali paradoks, zaradi prevajalčevega posredovanja imam čudežno večji dostop do pisatelja iz 16. stoletja kot moja prijateljica, ki ga lahko bere v izvirniku. Besede so se postarale in prevajalec jih pomlaja. Na starih pogankih izraščajo novi.
Prevod torej ni samo prenos iz jezika v jezik in iz kulture v kulturo, temveč spominja tudi na določeno vrtnarsko tehniko, pri kateri z drevesa odstraniš cepič in ga vcepiš v drugo rastlino, kjer odžene nove poganke, nabere novih moči in postane enakovredna veja. In mislim, da bi se nekaj podobnega lahko rekla tudi o slovenskem prevodu esejev, ki je očitno Slovencu ravno tako precej bolj približan, kot recimo izvirnik Francozov. In Branko, ti si tudi v svoji spremni besedi omenjal, kakšni problemi so vse, že začenši s to interpunkcijo, ki je pač bila potem čist turistična, tako rečem, v vsaki izdaji, ker takrat si pač ni bilo nekega poenotenja. Že jaz se spomnim recimo ene angleške komedije, ki ima naslov Ralph Royster Doyster in je tisti Ralph napisan kot Ralph, kot Rafe in to tako v bistvu na isti strani. No? Tako da, in seveda tukaj je bilo nekaj podobnega. Namreč bere se pa ta prevod tako res varljivo, gladko in lahko, če pomislimo, zdaj boš mogoče malo pojasnil, kaj se pa dejansko skriva za to gladko in tekočo fasado, recimo. Hvala. To je odličen, mislim, podpišem in mislim, da je tudi to je krasno napisano, tako kot bi gospa prevajala Montaigna, čeprav, kot vem, je Montaigne v poljščini iz začetka 20. stoletja. Nada mi je sugerirala, naj preberem iz uvoda nekaj vrstic in meni se zdelo v bistvu, da bi to bilo še v bistvu najkrajši in možen način. Skratka, jaz sem napisal stvar, en tak podnaslovček sem si dal v uvodno besedo, paradoks prevoda, nova priložnost izvirnika. In jaz bi to zdaj par stvari prebral, pri tem bom povedal primere v obeh jezikih. Domnevam, da Francozi v tistem času niso rulirali erov, se pravi, niso po francosko izgovarjali erov. In skratka, jaz bom zaradi tega čist navadne ere bral in bi, če dovolite, poskušal tole prebrati na tak čim bolj razumljiv način. Tole je citat. Kraji in knjige, h katerim se vračam, se mi zmeraj prismejijo z novo svežino. Zapiše o vlogi citata. Zanimivi so primeri zamolka, namerne prekinitve stavka, ki ga mora dopolniti bralec, ali pa pretericije, taktike navideznega preskoka, s katerimi pisatelj uperi prst v predmet, ki ga zamolči, na primer obljuba, da bo počakal na drugo priložnost in se, citiram, razpisal o vsem, kar ve. Pri Montaignu nobena beseda ne pade drugam, kot kamor mora. Citiram. C'est par manière de vie que je parle de tout et de rien par manière d'avis. In zdaj imam jaz tle v oklepaju svoj prevod. O vsem govorim, kot da rožice sadim in o ničemer, kot da pamet solim. Skratka, v francoščini je težko razumeti, da ima razliko med par manière de vie et par manière d'avis, ker on avis piše z
po stari šegi piše to z d-jem, advis. Les hommes de la société desquels je suis en quête sont ceux qu'on appelle honnêtes et habiles hommes. Habiles hommes. Iščem družbo ljudi, za katere pravijo, da so spodobni in sposobni. Il faut épandre le grain, non pas le répandre. Zrno moraš trositi, ne stresati. Les choses qui nous soignent au prix de celles qui nous poignent. Stvari, ki nam godijo, za razliko od tistih, ki nam škodijo. L'insuffisance et la sottise est louable en une action mais louable. Nesposobnost in neumnost sta pri graje vrednem dejanju nekaj hvale vrednega. Zanimiv je primer glagolskih ali samostalniških simetrij, povezanih z veznikom in, ki so sodobnemu jezikovnemu čutu nadležni. Il faut adresser et arrêter nos désirs aux choses les plus aisées et voisines. Skratka, on ima tle tako rekoč dva ina, ki jih mi težko prenesemo. Dobesedno bi se to slišalo. S svojimi željami se moramo obračati in osredotočati na najlažje in najbližje stvari. To nam ni, po moje, preveč všeč. Ravno tako nam pa ni preveč všeč, če to stvar poskušamo tako narediti, kot je to naredil, če se prav spomnim, M.A. Screech, prevajalec, oksfordski prevajalec Montaigna, ki je prevajal take stvari tako, da jih je razvezal na ta način, kot sem jaz tle v tem primeru pokazal. Če si poskušamo na silo izogniti preglavicam z vezniki, na primer, s svojimi željami se moramo obračati na najlažje in osredotočati na najbližje stvari. Tako smo se enega ina znebili in vse stvari izgledajo bolj enostavne, mogoče modernejše, ampak jaz temu pravim, da smo kaj hitro v nevarnosti, da en greh zamenjamo z drugim. Zadovoljiti se moramo, če se posreči rešitev v krogu asonanc, aliteracij, anagramov, kompenzacije. Ce n'était qu'au lutin de lutter les morts. Naj z mrtvimi se merijo le črvi. En persuasion, on ima zatem dvopičje, ou en dissuasion, kar se tiče prepričevanja ali preprečevanja. Et toute sapience insipide qui ne s'accommode à l'insipience commune. In neslana je vsaka bistroumnost, ki se ne prilega vseobči neumnosti. Francoski pojem insipience, latinsko incipientia, neumnost, norost, nasprotje sapience, modrosti, napoveduje že atribut insipide, pust brez okusa, vendar brez kakršnekoli pomenske ali izvorne bližine. Očarljiv primerek ljudskih etimologij, kakršne je 16. stoletje oboževalo. Včasih moramo biti z malim zadovoljni. Les propres condamnations sont toujours accrues, les louanges mécrues.
Samokritiki ljudje zmeraj verjamejo, samohvali nikoli. Morda končam še s tem stavkom za tega, ki je kratek, res. Naissance conforme à ses progrès, kakršen zapredek, tak napredek. Teh primerov je še kar nekaj. Hočem reči, v resnici je tako, ne? Če bi sem mislili, da je Montaigne ves tak, bi bila to dezinformacija, ne? Vse te stvari so tako lepo noter komponirane v tekst, da nimaš nikdar občutek, da bereš Gargantuo ali pa da bereš kaj iz Rabeleja, ne? Pri Rabeleju je vse skupaj čist druga igra. Pri Montaignu nimaš nikdar občutek, da se on heca, da se on pravzaprav roga bralcu. On se zmeraj to zelo zares in tako nesramno ponorčuje. Hvala. Najlepša hvala za to res imenitno predstavitev, ki je verjetno marsikomu med nami odprla nekaj čisto nove uvide v Montaigna, pač za katerega vsakdo ve, ampak ga pa dejansko ne bere toliko ljudi, kot bi človek pričakoval, ali pa saj se z njim ne ukvarja tako podrobno, ne. No, zdaj bi se pa lotili kar naslednje knjige. To je pa Ja. Ja. Torej, gre za knjigo z naslovom Vampiroteutis Infernalis. To je zelo zanimiv naslov, ki ga bo tudi predvajalec v nadaljevanju pojasnil. Naj ga najprej predstavim. Miha Marek je diplomiral iz filozofije, francoščine in biologije na Univerzi v Ljubljani. Od leta 2009 dela kot prevajalec iz francoščine in angleščine, zadnja leta tudi nemščine. Prevaja pretežno besedila iz družboslovja in humanistike. Leta 2020 je prišel v ožji izbor nominirancev za Jermanovo nagrado s prevodom knjige Judovska država, temeljni dokumenti političnega sionizma. V letih 2006 do 2014 je kot član skupine za dramsko pisanje Preglej sodeloval pri številnih dramsko-gledaliških projektih in napisal 3 drame. Leta 2016 je izdal pesniško zbirko Homunculus, sicer pa redno objavlja v literarnih revijah. Zaključuje magistrski študij jidiša na Univerzi Heinricha Heineja v Düsseldorfu. Torej res širok diapazon, ki je pri tej knjigi prišel še kako prav. In bi te kar prosila, če lahko pojasniš naslov te knjige, pa zakaj pravzaprav gre v njej. Dela. Hvala za besedo in lep večer. Vsem dober večer v bistvu. Ja, tako, če začnemo pri naslovu, ta ni tako kompliciran, kot izgleda na prvi pogled, oziroma tako zagoneten. Vampiroteutis Infernalis, to je latinsko ime živali. V prevodu bi bilo to vampirski ligan iz pekla. To je dejansko obstoječa vrsta, in sicer unikatna vrsta glavonožca, ki ni kljub imenu, ki ga je dobila na začetku, ni niti ligan, niti hobotnica, je pa najsorodnejši hobotnicam, in sicer in v svojem redu in v svoji družini. Tako da je neke vrste filogenetski relikt, je edinstven. To je globokomorska žival, majhna, plašč, se pravi, telo je nekako
15 cm, tako da ni prav velika. Je tudi edini glavonožec, ki ni plenilec, ampak je detritivor, se pravi, je morski sneg, to, kar pada pada na dno, razne smeti in podobno. Vampirotetis infernalis, ki pa ni ta realna žival, ki je pa glavni lik te Flusserjeve in Beckove knjige, je pa temelji na tej živali, ki sem jo ravnokar opisal, na njenih značilnostih, vključuje pa tudi različne druge izmišljene, fiktivne, tudi muhave, čisto XY lastnosti. In sicer zato, da deluje kot lik v tej zgodbi, ki je sestavljena iz 2 delov, ta knjiga, in sicer razprava, to je zdaj podnaslov. Razprava je Flusserjeva. Vilhelm Flusser je najbolj poznan sicer kot teoretik vizualnega, tehnologije, novih medijev in tako naprej. Ta razprava nekje tudi gre v to smer, ampak je tudi svojstvena. Njegova razprava je v nemščini napisana, zraven pa je še to sporočilo. To pa je v bistvu, to so ilustracije, ki so tudi v knjigi reproducirane, ki so pa, zato ker je Louis Beck Francoz, se pravi, legenda je vse v francoščini, vse označbe in tako naprej, to je tudi prevedeno zraven ilustracij. To so v bistvu različne risbe glavonožcev, ki niso v bistvu nujno povezani s tem vampiroteutom, od njega je samo ena slika, ena ilustracija, drugi so pa vsi fiktivni, tako da to je to poročilo. Ta znanstveni inštitut za paranaturalistične raziskave je pa v bistvu neke vrste umetniški projekt oziroma neka fiktivna tvorba, ki si jo je zamislil Louis Beck, ki je sicer biolog in sistematik, tudi po izobrazbi, ampak je tudi vizualni umetnik, se pravi avtor teh ilustracij. In ta inštitut je osnoval leta 1972 in če pogledate na internetu, je tudi imel različne razstave. S tem pač recimo v osnovi je glavni koncept je zamišljanje nekih fiktivnih, fantazijskih, živih bitij, s katerimi pač raziskuje tudi medije, tudi grafično oblikovanje in tako naprej. Paranaturalistična pa zato bi rekel, ker je kot parapsihološko, nekaj, kar je pač onkraj tega običajnega psihološkega, in tudi tukaj vsa ta namišljena bitja so nekaj onkraj narave in segajo nekako v fantazijsko. Tako da to je pojasnilo tega naslova, ki je manj, knjiga ni toliko zastrašujoča, kar ta naslov daje vtis. Ja, lepa hvala. Pa bi mogoče še kaj povedal o teh vampiroteutovih lastnostih. Stvar je v tem, da je nekako ta vampiroteut predstavljen kot nekakšen negativ človeka. Več čas govori, no, med tem, ko mi delamo tako pa tako, dela vampiroteut čisto drugače. V čem je pravzaprav poanta tega? Recimo dobro, da se pač s tem, da pač na ta način začneš bolj razmišljati, mogoče da bolj zavestiš to, kaj človek, mogoče tudi človekove lastnosti, ne? Pa me zanima, mogoče lahko kakšen primer navedeš tako, recimo kakšen primer teh vampiroteutovih lastnosti, ki so mogoče nenavadne. Naprimer tukaj je cel razdelek o njegovem družabnem življenju, pa o njegovi umetnosti, recimo, in podobnem. Ja, zdaj po pripravah na ta pogovor sem še malo pobrskal po knjigi za te lastnosti in moram reči, da ni toliko lahko dejansko izluščiti ven, zato ker je pač ta knjiga tako precej esejistično napisana in zelo velik digresij in tako naprej. Ja, vse teh par lastnosti, ki si jih povedala, dejansko to je že tisto, kar sega v fantazijsko, nima prav zveze z živaljo Vampiroteutis infernalis, ampak samo s tem likom, ki ga je Flusser ustvaril.
V bistvu je res kot nek negativ človeka, ne? In tudi Flusser nekje zapiše, da to je še najbolj eksplicitno, ne? Čemu služi ta knjiga, da je to, se pravi, da v Vampiroteutu je človek nekje skrit nekje v globini in tudi obratno, ne? Tako da je kot nek negativna zrcalna podoba, skozi katero pač tudi Flusser nekako se ukvarja z neko antropologijo, kulturno kritiko, z veliko različnimi sodobnimi problemi. Pa kakšne so te lastnosti, ki so v bistvu mogoče ne prav človekov negativ, ampak mogoče negativ neke človekove samopodobe idealne, ki jo ima v sebi, ne. To Flusser pač razlaga iz nekih bioloških osnov, če prebral odlomek, bo to tudi jasno, ta odlomek, ki sem ga zbral. Potem, se pravi, recimo človeka predstavi kot dejavnega in tako, se pravi tudi fizično, da ima roke in sega po svetu, ne, pač predmeti so tisto, po čemer poseže, medtem ko vampiroteut je pa pasiven, trpen, oziroma, kar je tudi etimološko povezano strasten, ne, in sicer pač zato, ker pobira ta sneg oziroma to hrano iz vode, tako da vse prihaja k njemu v nekem vrtincu in on to jemlje vase, ne. Se pravi, to je ta razlika, človekova dejavnost pa vampiroteutova strast. To je ena lastnost, druga je tudi, da vse vampiroteutovo razmišljanje je zelo seksualizirano, tudi njegovi pojmi, se pravi njegovo spoznavanje je seksualno nabito, kot Flusser zapiše, on spoznava svet s koitusom, ne, in pač tudi to je fiktivno, ne, nima zveze z resnično živaljo, to se je treba vedno zavedati v branju, ne, da gre hitro onkraj tega. Tudi vampiroteutove forme, recimo v filozofiji, ne, njegova filozofija nima nespremenljivih form in konceptov, ampak je dinamična, tako da v bistvu se ne razmišlja, ne kontemplira, ampak se opaja z temi spremenljivimi formami. Tudi vampiroteutovo pridobivanje in shranjevanje informacij se dogaja z žlezami, se pravi z izločanjem, s kromatofori, se pravi barvnimi celicami, potem z neko želatinasto snovjo, ki jo izloča, z strupnimi žlezami, tinto, vse to je tako mešano, to so lastnosti različnih glavonožcev, ne, tako nerealne živali. In pa mogoče tudi še ena najbolj zanimiva stvar, vampiroteutovo socialnost je v bistvu ali ni ne kontračloveški, tako da človek pač za socialnostjo pride, pravi Flusser, do tako pavšalno rečeno do ljubezni, se pravi do bližine, do naklonjenosti in tako naprej, medtem ko vampiroteut pa ravno njegova socialnost temelji na sovraštvu. Se pravi, in z tega izhaja tudi pač politika, ki jo ekstrapolira Flusser, vampiroteutova politika, ne, za katero se pa lahko pač bralec se seveda vpraša, koliko je to res človeku negativno, ne, oziroma nasprotno. In še njegova socialnost temelji na laganju, se pravi na dajanju napačnih signalov za temi žlezami in kromatofori, in to tudi potem Flusser nadaljuje v neko teorijo medijev, tako da v tej knjigi je kar velik vsebin na podlagi tega mitiziranega lika, podanih in deloma razvitih. Se pravi, dejansko imamo tukaj po eni strani recimo tisto, kar je na začetku, neke take res trde biološke podatke, ki si jih sicer tudi ti pač malo recimo relativiziral, ne, v svojih opombah, ker pač so tam neke nedoslednosti in podobno. Ampak recimo to je res to biološko izrazje. Po drugi strani pa te pravzaprav že skoraj antropološke, recimo nekakšne, če lahko tako rečemo, nekakšne psihološke partije, zlasti potem v drugem delu, a ne, mislim pač recimo v drugi polovici knjige. In tukaj potem tudi veliko operira s filozofi, ne. Recimo večkrat omenja potem Tobit, se pravi Heideggerja, potem pa tudi Kanta, Platona. Se pravi, to je taka zanimiva fuzija pravzaprav ravno teh dveh
dveh področij, iz katerih si tudi ti diplomiral, ne, se pravi filozofija po eni strani, pa biologija na drugi strani. Ja, to je bila zame res taka idealna kombinacija in idealna knjiga, ne, ki me je tudi za Flusserja na splošno precej zainteresirala, ki ga prej nisem dejansko poznal konkretno. Ja, filozofija je to na nek način filozofska knjiga, tudi Flusserja, če ga imamo za filozofa, kar je možno, ne, tako. Se pravi, kot filozof, vsekakor njegova misel temelji na fenomenologiji in predvsem tudi na filozofiji eksistence, Heideggerovi filozofiji, tako da tudi ta termin Dasein, ne, ki bi sicer pač, če v nemščini lahko tudi pomenil nekaj bolj vsakdanjega kot bivanje, življenje, recimo, ne, človeško bivanje. Zato je bilo smiselno to v tej knjigi prevajati s tem neologizmom, ki se je pri nas uveljavil pri prevajanju Heideggera, ne, to bit, kar je pač bolj dobeseden prevod. Ravno zaradi te Flusserjeve navezanosti na Heideggerovo, bom rekel, zgodnjo srednjo filozofijo, ne pa na pozno. Ja, omenja tudi druge filozofe s tem, da mogoče ne tako, precej tako igrivo, ne, mimogrede, tako ni tukaj nobene akademske resnobnosti oziroma kakšne doslednosti, večkrat navrže kaj, nič ne citira, nič ne referira, seveda ne. Tako da tudi smo se odločili potem nazadnje, da te prevajalske opombe, da so na začetku, pa da ne pojasnjujejo raznih citatov, tudi tistih napačnih, ne, recimo od Sartra ima l'enfer ce sont les autres, kar je pač l'enfer c'est les autres, ampak to nismo niti pač v resnici, ne, ko so drugi, ko so ljudje okrog tebe, tega nismo popravili v tekstu, čeprav je narobe, ne, niti nismo dali opombe, da je to narobe, ne, da je to Sartrov pač zaprta vrata, pač smo kar pustili, zato ker je to bolj se skladalo s konceptom knjige. Tako da ja, ta filozofska vsebina vseeno ne obteži oziroma je obravnavana enako igrivo kot kakšne druge reference, ki so mogoče bolj zakrite na kakšno sociologijo ali pa antropologijo in tako naprej. Pa bi me zanimalo, kako si pravzaprav prišel na to knjigo, ki je tako izredno nenavadna pravzaprav. Si jo ti našel ali jo je kdo drug predlagal? Ja, to knjigo je izbral za prevod Jan Babnik, ki je direktor Zavoda Membrana in glavni urednik revije Fotografija, kjer je ta knjiga tudi šla. In sicer Jan ima dobro navezavo in kontakt z skrbnikom Flusserjeve literarne zapuščine in tudi objavljenih del, fotografom Andreasom Müller-Poleyem, ki je pač, tako da nekako mislim si, da je tudi po tej poti se začel zanimati za to knjigo, s tem, da jo je najprej ponudil prevajalki Ani Naglič, ki je leta 2010 tudi za Membrano oziroma za fotografijo že prevedla Flusserjevo zelo znano knjigo k filozofiji fotografije, mogoče njegovo najbolj znano, splošno poznano. Tako da najprej ponudil to Ani, Anja pa predlagala mene, za kar se še enkrat lepo zahvaljujem, ker mislim, da je bilo kar pomembno, se pravi, nek pomemben dogodek v mojem življenju, tudi sem se s tem prevodom ukvarjal. Ja, tako da, in šele takrat sem dejansko jaz nekako dobil pogled v Flusserja oziroma se začel zanimati zanj. Zdaj pa recimo trenutno bi vsekakor bi me zanimali še kakšno knjigo prevesti od njega, vsaj dve recimo v mislih za naprej, če bo kdaj prilika. Ja, hvala lepa. Torej, ali priporočaš to knjigo branje? Ja, ne se pustiti zastrašiti, ker ni treba biti niti biolog, zato ker pol biologije noter je popolnoma
nekoherentne in nekonsistentne in tudi ni treba pričakati, da je bilo drugače in treba biti tudi filozof, zato ker ni to neka akademska razprava. V bistvu, zapisal sem si, kako bi jaz to najraje označil, to knjigo. V bistvu je to, ni to filozofski diskurs, niti ni znanstveni, ne neka travestija obojega, plus še kakšnega drugega. In vse bi rekel, da je to bolj neka poetični diskurs, se pravi neka literarno delo, za vsemi temi vsebinami, ki smo jih že omenili, plus ilustracijami in tako naprej. Tako da je pa tudi je zelo neresnobna in ne neobremenjena, ampak neresnobna po tonu, taka na nek način je neka norčija. Tako da za vseh teh razlogov bi tudi ne strokovno podkovanim bralcem in bralkam to priporočam. Ja, hvala lepa. In zdaj se bližamo tretjemu nominiranemu delu, katerega prevajalec je pač žal junija letos premenil. Bil pa je to znan intelektualec, torej psiholog, humanist, publicist, prevajalec in aktivist LGBT, Bogdan Lešnik. Bogdan Lešnik je bil pred upokojitvijo med letoma 2007 in 2011 dekan Fakultete za socialno delo. In v zapisu ob njegovi smrti so njegovi nekdanji sodelavci poudarili, da je bil pronicljiv sogovornik, čarovnik iskanja redkih besed in neusmiljen lektor naših besedil. Kot pisec in prevajalec je bil do sebe strog in nikoli dovolj zadovoljen s svojimi besedili, ki jih je pilil do perfekcionizma. No, ljubitelji družboslovja in humanistike ga poznajo kot urednika in avtorja spremnih besed v pomembnih knjigah, katerih prevodi so izšli pri uglednih založbah, recimo Studia Humanitatis ali pa CF, katere odgovorna urednica je zdaj z nami, Amelija Krajger. No, lahko recimo, torej, kar se tiče teh spremnih besed, lahko omenimo dela Sigmunda Freuda, Michela Foucaulta in tako naprej, pa poznamo ga tudi kot prevajalca več monografij, naprimer Austinove Kako napravimo kaj z besedami, Plantovega rožnatega trikotnika ali konec koncev Kastelovega psihiatričnega reda, o katerem bo še govor tukaj. No, in nazadnje te knjige, ki je tukaj izpostavljena danes, to so torej avtorje Gananat Obeyesekere, Meduzini lasje, ki so pač seveda njegov zadnji knjižni prevod. In tukaj bi se navezala na prvo vprašanje, ki me zanima. Amelija, kakšne so bile tvoje izkušnje z Bogdanom Lešnikom, ker ste imela kar nekaj skupnih projektov, kako je bilo sodelovati z njim kot prevajalcem? Ja, en lep dober večer vsem, še z moje strani. Ja, lejte, vesela sem in vem, da bi bil Bogdan tudi zelo vesel in počaščen in bi mu imponirala tale nagrada. Ko je bil še živ, seveda sem ga vprašala, ali bi dovoliš, da te nominiram. In seveda mu je polaskalo, skratka, zelo rad. Je imel, da, kot bi se izrazila moja draga kolegica, direktorica naše založbe Alvina Žuraj, ko sem jaz prišla na to založbo, to sem javno napisala v nekem približnem nekrologu, ko je odšel. Sem se spomnila tega detajla, ko mi je Alvina rekla, veš, Bogdane, je pa treba gladiti podlaki navzdol. In to je res, to je imela zelo prav. In Bogdana sem spoznala šele, ko seveda sem vedela, da obstaja in približno sem vedela, kdo je. Ko sem pa prišla na to založbo, sem ga pa podedovala v uredniškem odboru.
moram reči, da mi je zelo žal, da ga ni več in da ljudje, pač seveda starejša generacija tega uredništva, nažalost pač preprosto odhaja, Zoje ni več, zdaj Bogdana ni več in v resnici moram reči, da jih zelo pogrešam, ker tako natančnega bralca, tako človeka, ki bi imel tako izjemen občutek za jezik, redko srečaš. In to je bilo meni nekaj fascinantnega, ko sem videla, kako v bistvu vse njegove kaprice, pa ne, skratka, vi si lahko predstavljate, Meduzini lasje, na primer, ne, kako je pač prišlo. On je to knjigo seveda prevajal na Šrilanki, on je pač živel tako zadnjih 20 let svojega življenja zelo veliko na Šrilanki, tam je bil njegov drugi dom in njegova družina in je zelo vedel, kaj prevaja in s čim se ukvarja. Skratka, ampak kaj je to pomenilo? Jaz sem jih mogla iz Slovenije marsikaj mu zrihtati, iskati citate, skratka, vse mogoče mi je naročal iz drugega konca sveta, skratka, da sem mu pač, ja, da je dobil tisto, kar je rabo, ker seveda tam ni imel knjižnic takih in drugačnih. Skratka, in je bilo to na nek način zelo zabavno. Vse, kakšno je bilo vprašanje, kako je bilo z njim delati? Ja, kot rečeno, zelo je bil noro natančen, vedno je zahteval od mene feedback za vsako stvar, pa čeprav se mi je zdelo super, kar je naredil in vedno sem mu ga dala, ker je to zahteval in hotel. In potem, ko sem mu jaz povedala, kaj si mislim, je navadno me zavrnil tako in je rekel, naprimer, joj, tlele. Rekel, Amelija, kako je zdaj to tlele nekaj? Ko sem mu popravljala predlagala sem mu, da malo drugače sformulira nekatere opombe, ki so bile prevajalske in sem rekla, da je to tako narediti. In pol je rekel, veš kaj predlagaš, je kar nekaj, je rekel, prav tako. In potem sem bila jaz jezna, ker on je mene terjal, zdaj, joj, umrti, vse dobro, se upravičujem. Ker je terjal, ampak je bilo pa, veste kaj je bilo pa fajn? Fajn je bilo, ker polk je malo prespal, seveda ni sprejel vsega, kar sem mu rekla. Je pa rekel, Amelija, veš, da si imela prav, pa bomo tako naredili. Najprej sem mu tako na njegov ta nek ego stopila, zato ker on je pa res se ni pustil peljati na led, kar se tiče jezika. Kar se tiče enega fenomenalnega občutka za jezik. Skratka, on je bil, moramo vedeti, on je postavil tudi na fakulteti za socialno delo, on gor postavil založbo in bil dolga leta tam urednik. Tako da tole, kako je pač... Skratka, on ni bil lektor, on je bil preprosto, imel je fenomenalen talent in posluh za jezik. In to je skoraj, in zato jaz si upam trditi, da pač seveda, ki sem prebrala najprej Meduzine lase v angleščini, pa sem rekla, Marija, kdo bo to bral, te Meduzine lase, a bomo res to dali na repertoar? On je prišel, ne, to je bila seveda njegova ideja, njegova ponudba in ko smo pač se na uredništvu pogovarjali, ni bilo kaj dosti debate. Bogdan je rekel, da bomo to delali in pol smo rekli, bomo pač to delali. Skratka, dva človeka, po mojem tle v celi Sloveniji, se toliko spoznata na Šrilanko in tamkajšnjo kulturo in to je bil Bogdan Lešnik, ki ga danes ni več, to si jaz zdaj upam trditi. In potem pač avtor spremne besede Boštjan Kravanja, tako se prečujem. Jaz imam malo tremo pred vami, tako da povedam. Skratka, Boštjan Kravanja, ki je napisal zelo fino spremno besedo, tako da jaz predlagam vsem, ki knjige še niste prebrali, da najprej preberete spremno, pa ne zato, da ne bi, mislim, skratka, zaradi tega, ker res kontekstualizira eno zelo, zelo oddaljeno kulturo in potem se vrnete lepo na... Skratka, Bogdan je bil seveda sam na nek način urednik, ki je hotel od odgovorne urednice feedback v bistvu v celoti, od najmanjših detajlov pa tudi do te celote, hkrati pa je to hotel takoj tukaj in zdaj. Namreč pisal mi je on meni iz Šrilanke, potem ko se je vrnil iz morja, res tako je bilo, piše on meni mail, Amelija, to pa to, kaj misliš, ta odlomek, ta odstavek. In pol, če mu jaz nisem odpisala tako v roku 1 ure, mi je poslal še en mail. In to je bilo neznosno in kadar se je Bogdan oglasil, preprosto je bilo treba takoj mu odpisati. To sem se pač naučila, tak je bil. Ampak potem, ko mi je pa dal to svojo lepoto, jaz sem mu vse oprostila. Mislim, meni je bil totalen užitek brati res njegove maile, njegov pa zadnji SMS, ki mi ga je poslal. Mislim, to je poezija bila, mislim, ritmo, jaz ne vem, kako naj vam rečem. Skratka, Meduzini lasje, kakorkoli gre za
antropološko delo, kulturološko, sociološko, nek hibrid tudi filozofskih in umetnostno-zgodovinskih, vsega pomala imate tle, nekaj, v glavnem več ved se v teh meduzinih laseh spoji v eno enkratno pravzaprav branje nekega fenomena, da zdaj čisto na kratko povem, kaj je v tej knjigi, nekega fenomena pač Šrilančanov in njihovih verskih običajev, ki jih pravzaprav Obeje Sekere, ki je bil seveda Šrilančan, pa se je, tako kot nažalost mnogi Šrilančani, zaradi tega, ker je 500 let bilo tam kolonializma in se je, tako kot mnogi Šrilančani, se je zgodil ta odliv možganov in je šel na zahod in je z zahodnimi očmi se vedno vračal k sebi domov. Seveda, ta Obeje Sekere še vedno živi, veste, on ima 94 let in je čiv in zdrav, tako da super. V glavnem, no, kaj sem zdaj hotela nekaj, sploh sem pozabila? Ja, vsebina. Meduzini lasje. Ja, zabavno je. Meduzini lasje, to so dreadlocksi, no? To so dreadi, kjer so, in te ljudje so pač verjeli, ne, pač te v glavnem te vernice, ki so bile hkrati zdravilke in so verjeli, to boste knjigo prebrali, boste videli kakšne zanimive ene stvari v bistvu od teh običajev, v bistvu kaj počnejo vse te ženske, predvsem se na ženske fokusiram. V glavnem, ja, kaj? Kaj? Spet sem zgodila nit. Ja, meduzini lasje, to so dreadi. Skratka, to imamo tlele to neko hobotnico, ki ni hobotnica, to so pa, preprosto so dreadi in one so verjele pač te ženske, se upravičujem, ja, da je v teh laseh posebna moč. Skratka, in to je bila, nadnaravno moč so imele in te drede so imele dolge do tav in on v bistvu prav z psihoanalitičnega vidika se jih loteva zelo strokovno in v bistvu z psihološkega in psihoanalitičnega in to je bilo tudi Bogdanu blizu, ker je bil v bistvu psihoterapeut po poklicu tudi, da je pravzaprav skozi Freuda je na nek način bral ta fenomen teh norih žensk na nek način, mislim, in jih je prebral, v resnici jih je psihološko razdelal in našel odgovor za to. No? Ja, branje je zelo zanimivo, res se fino bere, moram reči. Jaz vam povem, da je ta prevod boljši od originala, hkrati pa moram povedati, da je zelo zvest originalu, kar je neka posebna lepota, po mojem mnenju. Evo, toliko bi povedala, zdaj sem veliko povedala, se mi zdi. Mislim, veliko sem se nekaj stvari zgostila, pa malo zmedeno govorila, tako da se upravičujem, ampak jaz imam vedno tremo pred to vrstnimi nastopi. Ja. Ne, mislim, da je bilo zelo jasno, no, mogoče bi pri teh dredih še omenila kot eno posebno zanimivost to, no, da so te ženske, ki jih je pač avtor intervjuval in ki se je z njimi zelo zbližal, ne, ker so pač recimo se družili po več mesecev in to, skratka recimo so trdile, da so se njim te dredi naredili sami od sebe in da je to pač znamenje neke izbranosti strani bogov. Se pravi, da recimo ena ženska je naenkrat dobila 2 klobčiča las v glavi in potem je prosila najprej, mislim, da eno služkinjo ali nekaj podobnega, da ne ji to razplete. Ona je začela pa rekla, kar slabo mi je, nič ne vidim. Potem je prišla še druga ženska in jo je tudi prosila, da ne ji to pač razplete, ker ne more taka na ulico. In unja je tudi, kar je padla tema na oči in je slabo postala, ko je to poskušala narediti. Mislim, res take popolnoma nore štorije, ki se pa vsaj v slovenščini se berejo tako res kot, ne bom rekla, kriminalka, ampak kot neko zelo napeto in vznemirljivo branje. Ja, zanimivo je. Jaz sem tudi razmišljala, zdaj še toliko enih vprašanj, ki bi jih Bogdanu pravzaprav postavila, pa ga ni več. Ampak enostavno, ja, to je v bistvu knjiga iz začetka 80-ih let. To je pač šlo in pa je Obeje Sekere je napisal še pozneje kar nekaj knjig, ampak Bogdan je prav to hotel. Mislim, da prav zaradi te bližine, pravzaprav teh psihoanalitičnih interpretacij in pravzaprav je tudi kolega, ki je napisal spremno besedo, vodil v tej smeri, da je pravzaprav Bogdan kot, ja,
človek, no, plus to, ne, opisuje tudi seveda ljudi, ki tam so se obešali na kavlje, res divja je knjiga, tako da vzemite jo lepo, prosim, v roke, super je. V glavnem, kaj sem hotel reči, ampak in tako sem rekla, ok, Bogdan, zakaj to? In po mojem tudi zaradi tega, veste, Bogdan je izdal tudi izbral kartolino, namreč mi imamo pri teh naših temeljnih zbirkah vedno kartico naredimo zraven, a moram ko zaključila bom, bom, isto, hitra bom. Evo, gledajte, no, Bogdan je svojo fotko dal tlele, in v bistvu tudi opisuje namreč OBS, ker se ukvarja tudi s temi obredi, ker se Šrilančani na kavlje obešajo, ne? In pa sem rekla, da boš dal to fotko. Jaz mislim, da mi je bil to res poseben užitek. To je bil en tak njegovih, kako naj rečem, to je bilo njeno strašno veselje, moram reči, no? Tako, evo, zdaj pa bom jaz zaključila, ker moram končati, vidim, da isto tlele, ja, evo, še kaj tacga, sem se povedala. Ja, najlepša hvala. Okay. Zdaj bomo sicer žal ostali brez tistega odlomka, ampak čas pač... Ja, ni več časa za odlomek, nič hudega. Sploh ni, preberite si sami, vam povem stran, čakajte, vam bom jaz povedala. Mislim, da je, evo, iz Meduzinih las, je to stran, kje? Evo, tle imam označeno, samo še 2 sekunde mi dajte. 140 do 144, ampak tudi naprej je še v redu. Jaz sem pa v bistvu hotela vam prebrati Karla Blajvajsa Blaznice iz psihiatričnega reda, ki jih je tudi, ampak evo, izmanjkali časa. Prosim, preberite si tudi to. Še nekaj bom povedala. Anja je bila danes tle omenjena, še enkrat to moram omeniti. Skratka, jaz, ko jo prosti istok, bom, res, hitro. Skratka, tako je bilo, da to sem jaz vedela, da to ne bo neka uspešnica, kdo bo to bral, kakorkoli. In to sem jaz vedela in skratka. In potem sem takole včeraj šla gledati na Kobis, to me je naučila kolegica Anja, moja prevajalka. Skratka, me je naučila, da greš vsake toliko malo na Kobis pogledati, koliko knjige, kaj izposojajo. Skratka, in sem šla pogledati lani, knjiga je šla lani februarja, Meduzine lase si je izposodilo lani 51 ljudi, danes pa v letu 24 od 1.1. pa do danes, pa si je izposodilo to pred nominacijo 8 izposoj, po nominaciji je pa 9. Tako da jaz vas res prosim, dajte kupiti knjigo, res je fajn in dajte, ja, in dajte to prebrati, ker se boste zabavili. Ja, malo je horor je, boste videli, res, to je tako super. In še imamo tle lokse, pa še te neke, tudi neke. Tako da hvala za pozornost in knjigo v roke. Najlepša hvala vsem za te prispevke. Zdaj pa prihaja glasbeni intermezzo. Tako, zdaj pa napovedujem torej Janija Kovačiča, ki prihaja izza kulis in na vse nominirance goste današnjega pogovora vabim nazaj v publiko in kolega Ilc jim bo podelil vrečko presenečenja DSKP. Ja, izvolite, gospod. Čekaj, kam so še izvolite, Torej lahko tudi nadaljujemo presenečenja. Lepo zdrav. Nekaj pesmic, ki jih je prevedel Branko Madžarevič, napisal pa davno Rabelais. In sicer prva je Bralcu, s tem se začne, kaj ne. Prijatelj bralec, ki to knjigo bereš, kar vsakršne otresi se strasti, le beri, ne kaži mi pesti, ne zla, ne kuge v njej ne najdeš, popolnosti res učile tisti, mogoče tu pa tam pod mehom smeha, srce namena drugega mi noče, ko vina žalost stare te od veka.
nobene solz nikar naj se krohoče. Tako je to, brez smeha ni človeka. Naslednja pa je mečkeno daljša, glede na to, da imamo še nekaj dela, jo lahko tudi skrajšamo, če želite. Namreč premore napis na Tilenskih vratih je kar 7 kitic. Boste zdržali vseh 7? Ja. Bomo videli. Torej, tule sem najdel, Branko bo povedal, tu sem najdel pač na internetu, kakor original, in že te originali so zelo različni. Tako da, če ne. Ne vstopajte, hinavci, bogoboljci, potuhe hipokriti, neodkriti, skomrne bije glave bolj kogoti, pa ostrogoti in še vsi magoti, pa tiholasi in ritolisci, šperhmauhari, vem pokrite rihte, podrepniki, priskletniki, pohote. Kaž boš drugam prodajat larifari, mi larifari vse skoz rovari, po moji pari, dvolično šari in pesem kvari, mi larifari. Ne vstopajte, juristi pravdohavi, pisali, papiriči, ljudožeri, skribenti, oficiali, farizeji, sodniki stari, ki farane dobre, kot kakšne vse v graben mečete. Vaš lon vas na šalih gavgah čaka, kar diablo idite rigat vaše zdrake. Tu nimajo kaj iskati vaše pravde. Procesov pravd ni nam treba, kjer je veselje. Zabava vaša to, a poln je žakelj procesov pravd. Ne vstopajte, stiskači oderuhi, pohlepni lakomni trebuhi. Pohlevni megložeri v posti, v 2 gube, v 2 cepa vsi vi, ki 1000 zlatih mark vam ni zadosti. Vse skup na kupček devljete v žakelj, pa grabite lenuhijsko poriti. Zla smrt pri priči vaš izbriši, obraz nakaz naj kar drugod vihtijo svojo bitev. Tu ste na poti, kar stran od tod, obraz nakaz. Ne vstopajte sem, Canterbury, bebavi, pokore stare, ljubosumne, pa puntari, nergači, prepirljivci, škratje, pogube paladini, grški in paladini hujši od volkov, pa garjavci in sramno kurci, pa garjavci, a to se že prebral, ne? Naj se drugod vam pase volče žrelo. Vi krasnokuzbavci po mili volji, veselje, čast in slava, tule, tole pa zabava. Razgibajte
telesa zdrava beseda, prava čast in hvala. Pa zabava. In sedaj pridimo, kdo pa lahko pride notri. Stopite in bodite dobrodošli, vsi blagi in plemeniti vitezi. Samo uprit, prav so nam dohodki, baza brez obodkov, veliki in mali. Se tukaj v drumah zbirajo, izbrane boste tovarišija. Ej, pestri mi burkači bodri, od fantje korenjaki modri. Fanfare za fante spare, a ne za fare. Si vedri, blagi, brez misli, fantje od fare. Stopite vi, ki sveto blagovest, zavzeto vsem kljub, navkljub oznanjate. Tu najdete zavede in trdnjavo, pred zmoto bridko, ki zlažijo. Svet umno kuži in zastruplja, globoko verotku zasnujte. Stopite do in glasno naženite, sovražnike besede svete. Beseda sveta za vse na svetu vam tukaj sveti, drugod ne išči, povsod te spremlja, naj beseda sveta. Vstopite, ve blagorodne gospodične, pozdravljene, le brez strahu naprej. Od svetle bote ta nebeška lica, pa vitkega životca brumne darže. Iz krajev statih dika čas doma, Gospod prežlahti, ki je daril in dal ta kraj, za vse je poskrbel. Zlatanič, koliko je tukaj pustil, da vzladena odpustimo, ki dar daruje, poplačaj jim vsem vrlim smrtnikom. Dal je zlat dar. In zdaj prihajamo k recimo srednjemu delu današnjega druženja, namreč obvestilo o nagrajencu in podelitev nagrade. Društvo slovenskih književnih prevajalcev podeljuje Jermanovo nagrado za leto 2024 prevajalcu Branku Madžareviču za prevod dela Eseji od 1. do 3. knjige Michela de Montaigna. Izšli so pri založbi Beletrina leta 2023. Sledi pa utemeljitev
komisije za Jermanovo nagrado pri DSKP v sestavi dr. Nadja Dobnik, dr. Tomo Virk in dr. Nada Grošelj, kar sem jaz, kot predsednica. Torej, zbrani eseji francoskega renesančnega humanista, pisatelja in filozofa Michela de Montaigna so temeljno delo renesančne filozofije in obenem predstavljajo začetek zvrsti eseja. Montaigne je to kompleksno delo, ki v slovenski izdaji obsega 1300 strani, pisal od leta 1572 do smrti leta 1592. Svoje razmišljanja je nenehno dopolnjeval in nadgrajeval, tako da celovito odražajo različne faze njegovega filozofskega mišljenja, od začetnega stoicizma, kasnejšega skepticizma, vse do avtorjeve lastne, povsem osebne filozofije, ki temelji na neposredni življenjski izkušnji. Glavno načelo, ki je vodilo Montagneva razmišljanja, je bilo proučevanje samega sebe, prilagoditev določene morale lastni naravi, svoboda vesti in svoboda volje. Avtoritativno moralo srednjega veka je skušal nadomestiti z moralo, ki naj bi jo človek po svobodni presoji sprejel sam, torej z moralo življenjske radosti, ki je izraz resnične človeške modrosti. Montaigne se je v svojih razmišljanjih dotaknil skoraj vseh človeških lastnosti in dejavnosti, renesančno miselnost in način življenja je zajel široko in mnogostrano. Izjemna širina virov, iz katerih črpa svoje razmišljanja, ponuja bralcu sladokusno zakladnico modrosti, navedb in razmislekov, ki segajo od antičnih osebnosti in mislicev, kot sta Plutarh ali Seneca, do številnih Montagnevih sodobnikov. Z integralnim prevodom esejev smo v slovenščini dobili eno od tistih mojstrovin, v katerih se srečata vrhunski avtor in izjemen prevajalec. Prevodi Branka Madžareviča so umetnine, ki zorijo počasi, potrpežljivo, s premišljevanjem, raziskovanjem in proučevanjem virov. Prevod Montagnevih esejev je začel nastajati leta 1998, se zaključil leta 2019, sledila so 4 leta urejanja, piljenja, korektur, pisanja spremnih pojasnil in opomb. Prevod je jezikovna mojstrovina, v kateri avtorjeva razmišljanja beremo v živem, sugestivnem jeziku s pridihom patine, ki jo ustvarjata bogato besedišče in skrbno izpeljane misli. Branje daje vtis lahkotnosti, kar je plod skrbnega in spretnega piljenja stavkov, in le primerjava z izvirnikom v stari oziroma srednji francoščini in njegovimi variantami v sodobni francoščini razkrijeta kompleksnost in mojstrstvo prevoda. Dragocen prevajalčev uvod razkrije široko paleto izzivov prevajalskega dela, ki segajo od raziskovanja zgodovinskih virov, poznavanja filozofije, književnosti, neštetih citatov, navedb in referenc, ki bralcu skozi Montagneva razmišljanja odpirajo dialog z avtorji od antike do Montagnevih sodobnikov in njegovega časa. S prevodom esejev smo v slovenskem jeziku dobili Montagnevo brezčasno razmišljanje o človeški naravi in humanističen kažipot po vprašanjih človekovega bivanja. Branko Madžarevič se je v zgodovino slovenskega literarnega prevoda zapisal že s prevodom Rabelajevega Gargantua in Pantagruela, za katerega je leta 1982 prejel Sauretovo nagrado in leto kasneje nagrado Prešernovega sklada. Med avtorji, ki jih je prevajal, so še Céline, Flaubert, Genet, Apollinaire in Louis. Njegovi prevodi so izjemnega pomena za širjenje izraznih registrov slovenščine, oblikovanje jezikovne občutljivosti v slovenščini ter prenavljanje in utrjevanje slovenske knjižno-jezikovne norme. Madžarovič je avtor mnogih neologizmov v slovenskem jeziku, kar je posebej razkošno pokazal pri prevajanju Rabeleja. Tako da iskrene čestitke.
Sam je obrnil malo. Ja. Vse je treba razrežiti. Da bo ti, ki bom fet. Nisem prav normalno. Da še malo pot na oder. Normalni luči pa fotkamo, no, brez teh. Pa mogoče še s predsednico komisije, kar tukaj le prosim. Če že delamo temo, če zrežirati. Čakaj, ne, čakaj, da je peta pred tole. Sam ne tako. Ja, okej. Se drugače lahko pogovarjate, veste. Sam ne pogledajte. Mene ne pogledajte, no. Še enkrat. Super. Postala bom všeč. Sam pogledajte. Hvala lepa. A ja se, čakaj, mogoče pa še sam. Okej, čakaj. Čakaj, da s tem zdaj opravimo, ker pa gremo naprej. Sicer pa čestitam. Hvala. Boš pogledala Tanja, če se ti veli. Zdaj pa Branko že malo trajenko. Branko, boš povedal kaj? Meni je nevarno dati mikrofon. Ja, se ti ga bom Je treba res paziti, da ni baterija preveč polna. Skratka, sem v tistem položaju, ko mi je zdaj malo nerodno in si rečem, morda bi morali počakati še tisti 23 let. Hočem reči, potrudil sem se, kolikor sem se mogel. Ne bi besedila dal od sebe, če ne bi imel občutek, da je to zdaj do neke mere lepa prezentacija. Ni pa perfektna, ne. Sej je jasno, da noben prevod, nobeno literarno delo pravzaprav ni nikoli čisto dokončano, ne. Zlasti eseji so takšna odprta forma, to je tipičen primer k work in progress, skratka, besedila, ki nastaja do avtorjeve smrti, ne. Hočem reči, jaz sem se na založbi zmenil, da lahko popravke venoma popišem, tako da če bo treba čez 23 let kaj popravljati, da bojo to stvar noter vključili. Tako, hočem reči, vesel bom, če bo kdo prebral to knjigo. Je pa nekaj res, tako kot je predsednica žirije, Nada, imela srečno roko, da je našla citat iz Olge Tokarčuk. Ja, skratka, to je bilo toliko, tako začutiš, da je to prav povedal in enostavno moram reči, da na nek način mislim, da nič ne vzamemo izvirniku, če rečemo, da damo novo priložnost besedilu. Zaradi tega, ker Montaigne je skratka, preprosto rečeno, Montaigne, če ga ljudje ne bi brali v svojem času in da ne bi bila to tako rekoč vroča tema v tistem času. To so vendarle ljudje brali in se o tem pogovarjali in to so verjetno tudi v večjem
okolju brali, se pravi, zato, ker včasih se opazi, da naslavlja bralca v množini. Ne? In jasno je, da če ne bi njegov čas Montaigna bral, ne bi nikdar njegove besede prišle do 20. ali pa 21. stoletja. In to je bilo tisto vodilo, jaz sem si rekel enostavno, če stvar ni užitek branja v sodobni slovenščini, potem ga nima smisla prevajati. In da tako rečem, na začetku je bilo težko, ker na začetku mi ni bilo všeč. Stvari sem prevajal zelo prav, so bile prevedene, ampak ni mi bilo všeč. Skratka, moral sem se potem približati, iti malo nazaj. Skratka, Aleša moramo tudi ubogati, zaradi tega, ker on dobro ve, kaj je treba. Montaigne je bil, čeprav ne govori veliko. Skratka, prosim, tega na simpoziju, namreč ena velika tema simpozijska je posvečena prav tvojim prevodom, tvojemu opusu in zelo zanimivi prispevki so prijavljeni, tako da lepo vabljeni v Center Rok od 10. ure zjutraj v drugo nadstropje. Zdaj pa za konec napovedujem še zaključno točko Janija Kovačiča. Vabim vas, da si privoščite knjige vseh nominirancev in nagrajenca. Ja, mogoče povem še to, zapitek je pa v Opera baru. Tako da, vabim. Hvala. Hvala lepa. Mi imamo sicer še eno presenečenje, ki ga bomo po tej pesemci predali. Ti čisti duh zamaknjen in vznesen, ne bo se vračal, kot si doma, zapuščaš svojega gostitelja. Telo ubrano, ki se tak rano uklanja se ti v tem popotnem življenju, brezčutno kot iz kakšne apatije. Bi ne se stopil, daj sem dol med nas, čez prah nebeške, večne opatije. A prišel pogledat, kaj dela ta naš tretji del, kako je kaj vesel, Pantagruel. In sedaj, tole imamo zate. Tole je iz Rabljevina, vino iz vinograda, kjer se je rodil Rabelais. Imamo flašo, te navde rekel, lahko vas naučim še en refren, Rabelais, ki gre pa tako. Rabelais je včasih zložil tole pesmico, ker fizlarine štito in se polno bo, saj tu razpredata razveže vozlo sto. In ti, ki iščejo, kaj vedno najdejo. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate? Saj vrata
ljudi hudiču placani, saj človek je pa čisto sam za vse skrbi. In ko ga serje in ves svet nam podreka, takrat zakliče na pomoč svojega Boga. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate, saj vrata raja vam nihče ne odpre. Ta pesem zdaj seveda nastala na temelju prebranega in na občutek nekaj veselja do življenja. Kaj ti, vsi, ki modrujejo in vodijo ta svet, vse, kar je vredno, urno sebi dajo v žep. Povsod prepolno raznih gizdje in gizdač, pa še pravico nam deli že vsakonar. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate, saj vrata raja vam. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate, saj vrata raja vam. Glej te postave, ki v strojnem kup drži, manj so kot če uščije se v prah zmene. Saj kdo laže, krade, ubija za denar, žal zasluži si naslov mojster vizionar. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate, saj vrata raja vam nihče ne odpre. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate, saj vrata raja vam nihče ne odpre. Pa še na koncu nasvet dam za, vse veste ono stvar, ka ne? Če vam se žal je, pa vam brž poišči par. Da s kemlom svojim, ko ometaš, ko te vse, da ni potrebno metle, ko se trni zdre. Ljudje ubogi, kaj sploh čakate, za vrata raja vam nihče ne odpre. Ljudje ubogi, le to naj vas skrbi. Kao vidi kako sam naučila, super. Rečenicu sam šekivna sastavila i da nema Kar je prav, je prav. Ja, veš, da je to pa res veselo. Dajmo sliko narediti dveh starih kamaradov. Daj, prosim. Vsako, kot velja, kot je treba. Ja. Vse. Kljub vsemu in božiš. Jaz sem že se ne bom jaz sončil z njim. Dolgo je trajalo, ampak naj se pa pripravljamo za to parko v pristan in to na časten način. Ja, tako.